Smo. Ok, lep pozdrav vsem. Lep pozdrav. Jaz sem Blaž Cegnar in bom danes govoril oziroma predstavil to, kar jaz vem o tem, kako pripraviti Live Life Claim oziroma potrdilo o življenju, ki je napisano v kvantnem jeziku in upošteva pravilen postopek potrditve tega dokumenta na pošti. In sicer jaz sem se tega naučil v enem tečaju od Marka Kishona Christopherja, ki ga lahko najdete po Googlu, ima svojo spletno stran, pa uči te stvari. Drugače pa je tudi, oziroma v originalu je pa ta dokument, pa ta jezik iznašel David Wynn Miller. Pa bom tule v chat napisal, če bo kdo iskal ime. Evo takole. David Wynn Miller. Ok, pa bom jaz mogoče kar začel deliti svoj ekran. Takole. Ok, vidite zdaj moj ekran? Ja, Ja. Ja. Jaz preklopim tole. Sem si že pripravil neke dokumente, pa zdaj jih ne vidim, kje so. Tule bojo, ok. imaš to en velik zaslon, ne? Ja, mislim. Ja. Recimo, da je. Jaz pa žal preko telefona to gledam, tako da pri meni je to Aha, drobno. ok, ja Samo lahko malo malo. pozumiram, drugače pa ne vem. Samo malo, da jaz tudi poskušam. Aha, to je vse v besedilo, dobro. Ok, No, pa imam no, screenshot, če ne hvala. boš pa kasneje tudi lahko pogledal, kje drugje, pa bo na večjem ekranu, ne, pa boš videl. Saj bom tudi poslal te dokumente vam, no, tako da. Aha, super. Ok, se pravi, tole je ta originalen obrazec, ki ga je David Wynn Miller tudi dodal v svoji knjigi, ki je celotna napisana v tem kvantnem jeziku, ki se mu reče, tako kot je tule na vrh napisano, oziroma tule je s kratico, Correct Sentence Structure, Communication, Parsing, Syntax, Grammar. Je poimenoval ta jezik. In zdaj, zakaj je tale zastava ameriška tu zraven? Je zato v bistvu, ker je to zdaj zastava tega jezika. Ker namreč pred, ne vem, več kot 10 leti že je nekaj časa ta ameriška korporacija, ki je pač bila lastnica te zastave, je prenehala obstajati za nekaj dni in takrat je Miller to pač vedel in je salvageal oziroma si prilastil v tistem času to zastavo, pač ker je poznal vse te pravne stvari in kako to poteka in je zdaj to uradno dokazljivo zastava, ki predstavlja ta jezik, ne pa več ameriške korporacije. Tako da to pač lahko... Tudi patentirano je, ne? Ja, mislim, patent, ne vem, če to zdaj glih spada pod patent, ampak bila je zaščitena, ne kot lastnina pač korporacije ZDA. Zdaj, če pa sledimo vsemu temu zaporedju dogodkov pravnih, pa to ni več tako, ampak je to zdaj zastava tega jezika. Zdaj pa jaz nisem vse podrobnosti preveril, tako da to lahko vsak sam preverja, koliko je to res pa koliko ne, ampak jaz zdaj povzemam, kaj je sam Miller razlagal, pa tudi drugi, ko so se od njega učili, zakaj je zdaj to tako, kot je. No, ker to knjigo od Millerja se lahko vsak naroči, mislim, da tule spodaj tudi piše, kje. V glavnem, če ne bom pa delil povezavo. Je pa pač napisana v tem kvantnem jeziku in je kar malo problem jo razumeti, dokler ne razumeš tega jezika.
moram pa tudi povedati, da jaz nisem se naučil tega jezika toliko, da bi ga znal učiti ali pa pisati v njem. Pač neke osnove razumem. Drugače pa to ni čisto simpel, je treba kar se vložiti nekaj ur, da se naučiš, pač, ker je, čeprav so angleške besede, je ta slovnica, pravila slovnice so čisto drugačna, v bistvu matematično pravilna in je treba čisto preklopiti možgane, kako zdaj to deluje in je treba vaditi, v bistvu pisati, skoraj tako, kot bi se nov jezik učil. Bom tudi delil spletno stran, kjer je opredeljeno, kateri učitelji naj bi bili ustrezni, od katerih se lahko učimo tega jezika. Ker recimo od tega Kristoferja, kjer sem jaz se učil oziroma naredil en tečaj, on ni uradno priznan kot nekdo, ki lahko uči ta jezik, tako da so na eni drugi strani navedeni potem, če bo koga zanimalo. Okay. Zdaj pa da malo razložim še ta dokument. Ta dokument moramo izpolniti in s tem dokumentom potem v bistvu na njem piše, da smo mi živo bitje, se pravi živo rojeno in živo bitje in kar pač potrdita tudi dve priči, ki morata biti zraven in data potem svoj avtogram in prstni odtis, kar je v bistvu overitev avtograma. In bom zdaj mogoče bo najbolj simpel, če kar povem, kako se to izpolni. Oziroma lahko pokažem. To, kar tega v angleščini se izpolni? Ja, ker to je, se pravi, v tem jeziku je prvič definirana slovnica, kako se pravilno zapisuje. Se pravi, recimo, čisto tak primer, tule, ko je Clemens knowledge, če je podčrtano, to pomeni, da je nedeljiva beseda. In ker ima spredaj for the, pomeni, da sledi dejstvo. Zdaj, lahko bi tudi bilo of the, tako je tu naprej, of this, pač imaš različne kombinacije, ampak Miller je zaobjel vse osnovne prvine jezika, ko morajo biti, da lahko poveš karkoli hočeš in da je to vedno matematično pravilno, se pravi kot matematična enačba, ki se preverja potem tako, kot v matematiki, da enačbo obrneš in če dobiš enak rezultat, je potem stavek pravilen. Tako da lahko sam sebe preverjaš, tako kot v matematiki. Če rečeš 2 krat 3 je 6, pa obrneš 6 deljeno s 3, mora biti 2. In če to drži, pa je pravilna enačba oziroma pravilen stavek. Ok. Se pravi, tule, ko imamo pač številko 1, for this Clemens knowledge of this live life is with this claim of the live bird's name. In to je zdaj naš ime in rodno ime, rodbinsko ime, ki ga zapišemo kar, se pravi, vedno svoje ime, ko se opredeljujemo kot živo bitje, pišemo z veliko začetnico, pa potem z malimi tiskanimi črkami naprej. Se bom zdaj odprl drug primer, da bo že izpolnjen. Obstaja možnost, da postavljamo vprašanja vmes? Ja, lahko tudi, ja. Dobro, 2 vprašanja. Eno, zakaj je tam gor fotografija, ali je to zelo pomembno ali ni. Drugo, kar pa je, če je velika začetnica, zakaj bi to pomenilo nekaj živega? Ker po drugih virih sem pa jaz se seznanil s tem, da bi naj bila mala začetnica. Tak, 2 vprašanja. Ok, misliš tole fotografijo mojo tu zdaj? Ali kjero drugo? Tam na tisti prejšnji strani, kjer je bilo nad pričami gori, so 3 rubrike. Levo je picture, sredini je fingerprint, desno pa DNA, blood or saliva. Se pravi picture, misliš? Torej picture, ja. Je bilo kaj govora o tem, zakaj bi imel fotografijo? Slika je tudi pač tako kot na neki za identifikacijo služi dodatno, ker to je vse tako kot prstni odtis ali pa avtogram, je to neka dodatna, ker pač imamo vsak unikaten obraz. Kaj druga, zakaj bi mogli biti gor, pa jaz ne bi znal povedati. Prav.
Črke? Velika začetnica, zakaj to pomeni živega? Ja, se pravi v tem pomorskem pravu, v bistvu, ki velja po celem svetu, če vse pišemo tiskano, potem to pomeni, da gre za plovilo, ki je mrtvo samo po sebi. Plovilo je votlo, nima nič not in je samo nek kontejner, v katerem se potem kaj prevaža. In zato se recimo vse ladje načeloma bi mogli pisati s tiskanimi črkami, imena ladij. In pa tudi recimo, ko gremo na pokopališče, lahko vidimo, da so načeloma imena pisana s tiskanimi črkami, ker to pomeni, da gre za mrtvo stvar. Zdaj si vprašal, zakaj pa prvo črko z veliko, pa potem zakaj z veliko začetnico. Zdaj, zakaj točno tak, ne bi znal razložiti, kaj je to zdaj razlika, če bi pa pisali samo z malimi črkami. Ja, tukaj bi jaz rekel, da male črke predstavljajo čisto svoje pravo, torej, da si svoje pravden. To pomeni, da si suveren. Ti njihovih pravil ne upoštevaš, zato ker to je tvoje avtorstvo. Ti samo z svojim izražanjem zahtevaš, da se oni držijo svojih pravil, ker tebi to ustreza. Ja, sej, ko enkrat, če mi izhajamo iz tega, da sami definiramo svoja pravila pa svoj jezik, potem lahko vsako stvar spremenimo, kakor nam paše. Zdaj pač Miller se je pri definiciji tega jezika držal tudi nekih teh osnovnih dokumentov, mednarodno priznanih, ko veljajo že, ne vem, stoletja ali pa še več. In neke osnovne stvari definirajo, kot recimo, kaj zdaj to pomeni, če je vse s tiskanimi pisano, kaj pomeni, če je podčrtano, oziroma ima tudi to opredeljeno v tej svoji knjigi, Miller. Jaz bi pa sama vprašala za mamo. Ima svojega dekliškega priimka? Ja, lahko bi tudi pisal tako, ampak ni pa nujno. A ni nujno? Ni zdaj to bistveno. Ker pač važno je, kako se ona identificira. In ona ne uporablja nikoli pač dekliški priimek. Ja, če je mož umrl, na primer, pa se ona z to družino ne identificira, lahko ima tudi dekliškega, pač kako se identificira. Če pa hoče dokazati, iz katerega rodu izhaja, pa če ta njeno rod ni vezan na moža, se pač na rod staršev ne veže, in zato pač potem uporabi dekliški priimek. Ja, to je tudi malo odvisno od navade ljudi, recimo Američani ali pa kje drugje imajo veliko, tudi po dva imena ali pa pač ta dekliški priimek, ampak je tazga, pri nas se pa ponovno to ni uporabljalo. Jaz bi tukaj še imel samo eno vprašanje, če imaš slučajno kar tako prosto iz glave ali pa zapisano, zdaj tu nekje, podčrtanost. Jaz že na večjih virih zasledil, da naj bi bilo neveljavno, tako kot prečrtano. Če je v oklepajih, je izvzeto iz besedila. Če je vmes dolgi pomišljaj, pomeni, da je tisto, kar je naprej od dolgega pomišljaja, kot da ni na tisti strani. Ja, sej odvisno zdaj, kje beremo ta pravila. Vse, kar je tu gor napisano, je tudi definirano v knjigi od Millerja in on je tam vse do potankosti definiral. In vsako besedo in vse znake in vse. Tako da je zdaj iz tiste po njegovi definiciji razlagam, kaj to pomeni. Prav, torej, kaj pomeni tukaj podčrtano? Ja, podčrtano pomeni, da gre tu za eno nedeljivo besedo, ker če bi recimo, če dam slovenski primer, ne vem, bi rekel velik avto, velik je pridevnik, avto je samostalnik. Zato so internetni naslovi podčrtani, kot povezave, takrat je nedeljeno. Ja, odvisno, kak je namen, ja, možno, mislim. Linki so, podčrtani. Ja, ampak mislim, da bolj zato, da se loči, kaj je povezava sploh. Odvisno. Saj lahko pa spet pomeni to, da je povezano nedeljivo, ker če karkoli daš, izločiš, ne boš prišel na ta naslov. Ja, iz te logike drži, ja.
No, se pravimo, ne, odvisno od definicij, ampak to vedno tako, zdaj, ker imamo pač tle definiran, kateri jezik je, a ne, se pravi, tale correct sense structure, communication, person, syntax, grammar, so vsa pravila tu gor iz tistih definicij vzeta. In druge razlage niso pravilne potem, a ne. Super. Okay. Ali pa ta številka zgoraj, to je od pošte, kam si to poslal? Bom na koncu to povedal, bom najprej šel skozi, kako se izpolne, pa bomo pa še tisto povedal. Se pravi, ok, tako napišemo ime, priimek, ne? Potem imamo dan rojstva, pa mesec. Zdaj, jaz sem to pisal v angleščini, ne, avgust, ker je načeloma tudi dokument pač v angleščini, ampak bi lahko tudi po slovensko napisala, ne, ni zdaj to bistveno. Leto, potem pa imamo naprej pod drugo točko, so pa priče oziroma starša, a ne, kot priče, da sem jaz njun otrok in živ in rojen, a ne. In potem imamo tule, kje je rojen, pa imamo city, pa town. Zdaj, tale city, se pravi, sem napisal Celje, pa town pa nič, ne, ker city se smatra kot mesto, je tisti kraj, ko ima stolno cerkev. To je po nekih tradicijah, a ne tako opredeljeno. Zato je, pač jaz sem tako v Celju rojen in vsa večja mesta v Sloveniji imajo stolno cerkev. Tako da lahko to preverimo na Wikipediji ali pa na internetu, kje pač so. Tako da, če bi bili pač v kakem manjšem kraju rojeni, pa ne bi pisali pod city, ampak pod town potem. Ali pa če kdo jaz sem recimo v Lendavi, ne? Ja, tam verjetno ni, ne, te cerkve, tako da bi pod town to pisali. Ok, zdaj jaz sem tle pisal te slash pomišljaje oziroma poševnice, pa bi lahko pustil kar prazno. Jaz sem tukaj dva vprašanja, ne. Prvi je rojstni dan, jaz bi v vsakem primeru pisal od kdaj naprej sem živ, ne od rojstva, ne, ampak od trenutka spočetja. Seveda se lahko navede tudi rojstni datum, ne, če to pač nekomu za nekaj služi. Ne bi pa tukaj uporabljal, razen v opombi, bi napisal cerkveni datum noter, zaradi tega, ker jaz sem po naravnem času. Jaz sem po času stvarstva in moji prapredniki so to zapisovali in vodili kar natančno in jaz pač uporabljam kot domorodni človek tudi svoj čas, pomeni, da me ne more imeti cerkev tukaj za talca z tem. Plus tega je potem še ne samo čas, ampak tudi prostor, ne. Ker si sistem, ki pač bazira na tej religijski okultni zadevi, ni mogel vzeti zemlje. Si je pa vzel ozemlje. To pomeni, je uporabo razne termine, ne, zato da je lahko vzpostavil municipalno pravo. In municipalno pravo pa govori o ravno o tem, ko si rekel city, torej mesto z stolnico, kjer je puščen urok, tam je puščeno obeležje in to je stolna cerkev. In skozi to potem pač ima to dominanco. Town pa še vedno spada pod municipalno in zaradi tega jaz vedno označim zadevo z C poševnica O in potem neki približek napišem. Jaz imam recimo municipalni naslov, imam Spodnja Polskava 334, drugače je pa to Drevova ves, ne. Zdaj, mogoče lahko pol ta moj naslov tudi izrežeš. V glavnem hočem povedati, da je tukaj to moj pomislek pri tej celi zadevi, no, do zdaj. Ja, ok. V redu. Ok, če nadaljujem tule z teritorijem, se pri nas smatra kot ozemlje Slovenija, county imajo bolj Američani in se lahko pusti prazno. Potem pa imamo očeta, pa imamo ime, priimek. Potem je pa pod tretjo točko, pa zapišemo dve priči, ki potrdita, da smo res to mi in da so podatki pravilni. In najprej napišemo prvo pričo na prvo črto,
pol drugo pričo, na koncu smo pa mi kot živa sila, ki se potrjuje na tem dokumentu. To je pa ravno kar sporno, zaradi tega, ker tukaj vidim, da so modri žigi, ne, ki ponazarjajo mrtvo oziroma vodo. To pa mi zdaj, jaz barvne še nisem videl in tu mi je pa to presenečenje, da je moder žig. Misliš prstni odtis? Ja, tako. Ok. Ja, saj pravim, jaz razlagam, kako si to narejeno, ne, pa zakaj. Recimo, mislim, vsak ima lahko drugačne interpretacije, ampak to je tu definiran tak. Zdaj, recimo, barva, ne, prstnega odtisa sama po sebi ni pomembna, pač to je treba čim bolj tako kmečko zdravo pamet zraven uporabljati, ne, ker v bistvu smo mi definirali ta dokument za sebe in hkrati za druge, da pač imamo, se pravi, da nismo podrejeni komorkoli drugmu, ampak da sami izdamo sami sebi skupaj s pričami nek dokument, ki potem velja lahko po celem svetu kot dokument naš osebni, ne, se pravi potrdilo o življenju. Tako da itak lahko vedno kdo reče, ne vem, ja, jaz pa po moji definiciji je pa to tako pa tako, ampak tvoja, ne, se pravi definicija ne vem koga, ki ni imel nič s tem dokumentom, ni pomembna, ne, ker pomembno je, kako smo mi, oziroma tisti, ki je ta pravila jezika pa tega dokumenta zasnoval, si to zamislil. Ok, zdaj recimo eni, ne vem, uporabljajo, vem, da črnen odtis, eni tudi rdeč odtis ali pa vijoličen, ne, ampak sama barva ni bistvena. Vem, da so eni imeli probleme, ne, ker so recimo dali rdeč prstni odtis ali pa celo s krvjo pravo delali prstne odtise in to lahko potem sistem, kdo drug, ne, smatra kot biološki odpadek oziroma nevarno snov in zavrne tak dokument. Ne. Zato jaz predlagam, da pač niti z rdečo ne uporabljate, tudi če ni kriv, še posebej pa sploh ne, da bi s krvjo to delala, ne, ker to je satanistični obred. Ne. Ti se poškoduješ in žrtvuješ nekaj svojega za to, da bi, ne vem, naredil nek obred zdaj in ne vem, kaj naredil s tem. Ni potrebe po tem, ne. Pač te se uporabi navaden ta kakršenkoli tinta, ne, za odtis. Zgoraj v tvojem dokumentu piše, pardon, se opravičujem, da je gor tam DNA ali pa slina, ne? Ja. To pomeni... Tako je bilo v originalu takrat narejeno, pa je bilo potem tudi razloženo oziroma opredeljeno, da ni nujno, da je to slina, prvič slina se ne vidi, ne, pa je malo, pač ni tako praktično, sploh tudi ne kri, ne, da bi se zdaj mogel poškodovati za to in je najbolj praktično je pa dati lase, ne, oziroma nekaj dlake, si pač odrežeš malo las, pa si jih selotejpom nalimaš gor, ker bistveno je, da vsebuje en del tvojega DNK-ja, da se te lahko identificira, če bi kdo res hotel forenzično v laboratoriju to delati. Ne. Ok, se pravi, imamo tri vrste identifikacije, ne, prva je slika, pol je prstni odtis in pa še DNK in vse te tri stvari so načeloma unikatne za vsakega človeka, tako da imamo 3 stopnje avtentikacije zdaj, ne, na tem dokumentu. Ja, to sta dva palca ali kako? Jaz sem isti palec dal 2-krat pač. Aha. Se pravi, ponovadi se da palec, ne, niti ni nujno. Važno je, da je prstni odtis, na podlagi katerega se te identificira. Ne. Ponovadi pa damo palec. Ampak je dovolj eden, ne? Ja, lahko je eden. Jaz sem 2-krat naredil z istim palcem pač odtis. Noter je tudi opredeljeno to, da imaš tukaj prstni odtis preko podpisa? To misliš, ko je gor na vrhu, ne? Ne, tu spodaj, ko imaš na črtici. Viš, ko so podpisi, ne? Ja, s prstnim odtisom v bistvu mi overimo svoj avtogram, kar je v bistvu isto, kot če bi šli k notarju, pa bi on to pogledal, pa primerjal, pa rekel, ja, res je tvoj, pa bi se podpisal zraven. Ne. Se pravi, spet, ne, da ne rabimo svoje moči ustvarjanja lastnih dokumentov prelagati oziroma se podrejati drugim ljudem, pa nekomu nekaj plačevati za to, da bo nekaj overil, lahko to naredimo s svojim prstnim odtisom. To je ta čisto osnovni
način overitve, ko velja že vso zgodovino in ni nobene potrebe, da bi sploh kdaj mogel hoditi k notarju, da ti nekaj overi. Ne. Mora veljati Tako je. vedno svoj prstni odtis. Tako je. Jaz bi tukaj samo še mogoče to, da bi opozoril, da je mogoče tudi, da nekdo bere drugače, kot si zdaj povedal. Ne? In mogoče je neka taka funkcija, kot če podpišeš preko znamke in takrat jo razveljaviš. Ne? Ja. In tukaj nekdo lahko smatra, da si ti s podpisom razveljavil tisti žig oziroma prstni odtis. Tako da po nekih drugih navodilih je pač prstni odtis zraven, ne prekriva črk. Okay. No, je to tudi verjetno v knjigi, ne? Po moje je, ker nisem cele prebral, pa jo niti ne razumel najbolj, ker je pač v tem kvantnem jeziku. Tako da sem se zanašal na izkušnje. Mislim, jo imam, pa sem jo nekaj prebral, ampak sem tudi poslušal Marka Kišona, ki je to že naredil na stotinami ljudi, pa se je direktno učil od Millerja, je bil pri njemu, v živo, ga je on učil, tako da zdaj razlagam jaz to, kar je on mene naučil. Tako da ja, po moje, ko si rekel, da s avtogramom razveljaviš znamko, je to neko pravilo, ki velja za pošto, zdaj za sam avtogram je pa po moje spet drug pomen. UCC. Ja. Ja, dokument mora po UCC-u veljati, da ga znajo oni brati, ne? In zdaj tukaj, ker je na vrhu navedena slovnica, torej pravila pisave, ne, potem bi pričakoval, da to tudi piše noter v teh pravilih pisave. Ne. In mislim, če to not piše, potem je to, ne glede na UCC, ampak dejansko pa mora biti po neki formi, da je sistemu razumljiva vseeno in mora tudi biti berljiva. Ne. Mora biti, po mojem, toliko blizu uradnemu jeziku, da je razumljiva. Sicer pa se to tudi navede lahko, ne, da ti pišeš v svojem jeziku in tvoj jezik velja, ne, zato da ravno razveljaviš to njihovo pristojnost nad jezikom. Ja, no sej, to, sam tale zgornji del, kjer je znamka, je po njihovem, da je njim berljivo, se pravi, ali na sodišču, ali pa na pošti. Znamka, ne? UCC, torej poštni zakon. Ja, to je po teh standardih narejeno, da je gor znamka, pa preko avtogram, pa odtisa, ker s tem razveljaviš oziroma potrošiš to znamko, pač, oziroma jo overiš. Ja. Vse to je, ne? Ti si ravno s podpisom razveljavil UCC in si uveljavil tisto svoje pravo. Tvoje pravo je v tej slovnici. Komplet tvoje pravo je v tej slovnici. Ja, v bistvu ti, ko podpišeš se prek, s tem prevzameš to pod svojo avtoriteto. Tako. Ok, se pa če tu nadaljujem, še smo že tako pri koncu, se pravi, spodaj potem je še se podpiše oziroma, to da še povemo, razlika med podpisom pa avtogramom je ta, da podpis je za mrtve ljudi, podpis ponovadi vsi delamo s pisanimi črkami in je to kurzivno, se reče, pisava, oziroma cursive, je koren, kar pomeni urok. To je nek urok, ki ga pišejo demoni oziroma neki mrtva živa bitja, oziroma niso živa, potem recimo. Skratka, ne bi se smelo uporabljati pisanih črk sploh, ker je to neka uročna pisava, ki se načeloma ne razume sploh. Se pravi, avtogram uporabljamo, torej takole, z veliko začetnico, pa male tiskane. Ok, imamo prvo pričo, drugo pričo, pa oba data prstni odtis in hkrati zdaj, se pravi, tu priči morata enako biti imetnika te potrdila v življenju. Se pravi, ni nujno, da že vnaprej, se pravi, če še nima nobeden, si pač vsi trije istočasno naredijo potrdilo in so en drugmu priča. Tako. Ok, čez 10 minut nas bo vrgli ven, pa bomo pa še enkrat se prijavili. Kaj, to moraš biti fizično prisoten, ali kaj? Seveda. Ja. Kako bom pa jaz to izvedla?
Se ni nujno, da je hkrati, a ne, lahko je en dan nekdo, drug dan drug, ampak pač najbolj praktično je, da so vsi hkrati, pa vsi en drugmu to naredijo, a ne, dajo podpis. Komplet zagato lahko rešiš na ta način, da se vsakokrat, ko je priča zraven tebe, ne, podpišeš, pa so lahko gor na papirju 3-krat tvoji podpisi drži, ne? Je to vseeno, kolikokrat si ga podpisal. Lahko si ga 10-krat tudi, ne? In to dejstvo pa je, ne, da priča, mora biti priča podpisu. To je priča. Ja. Uživo je priča. Zato, tako, ja. In ravno zaradi tega mora biti prisoten podpisu. Ne? Ker ti si za podpisom overil, avtografiral, potrdil, da je tvoje in nekdo te je celo videl pri tem, ne? Ja. In to je priča, ne? Tako. In tu so zdaj uporabljeni vsi starodavno priznani že ti načini overitve dokumenta, ne? Se pravi z vsemi svojimi avtogrami, s prstnim odtisom, sliko, z DNK-jem pa še 2 priči, ne? Se pravi, bolj močno ne gre, no. To je to, ne? Spodaj imamo še potem, še svoj avtogram enkrat in pa datum oziroma čas, kdaj je bilo to izpolnjeno. Dokument. In potem smo vse izpolnili. Potem pa najprej, ko to mi prvič naredimo, nimamo tele številke, ko je tule RA, ne? In tudi ne rabimo znamke devati tu gor. Kar naredimo pa je, da list obrnemo okrog, ne? In ker je na zadnji strani prazen, še enkrat zgori v levo, recimo zgori, se damo svoj avtogram, pa prstni odtis, zato ker s tem pokažemo, da je tista stran prazna, ker smo se čisto zgornji na vrh podpisali in da če slučajno kdo kaj dopiše, pa to nismo bili mi. To je nek tak način. Zdaj, koliko še imamo časa? Zdajle še, ne vem, 5 minut, pol pa še enkrat prijavimo. Dobro. Čist kratek bi bil, zdaj tukaj je Live Life Claim ime, govori o tem, da je to claim nečesa. To pomeni, da je en to zahtevek oziroma nekaj, kar si ti zasedel, ne? Kar si vzel v svojo lastnino, v svojo posest, v svoje skrbništvo in to je lahko naredil civilist, ki govori o tem, da on si lasti svoje življenje. In jaz pa imam drugo izhodišče, ne? Jaz pa sem živ človek, ki samo to izrazi oziroma okliče. Zato tudi uporabljam noter vse te elemente, ki pričajo v prid temu, da jaz nisem povezan na nobenem nivoju pristojnosti z sistemom, ne? To pomeni, jaz sebe zapišem z malo začetnico, ne? Kar sistem sploh ne pozna. Torej sem čisto svoj. Jaz govorim, da imam svoj čas, ne? To pomeni, recimo letnica letos je 7531, ne? Ker sem spočet, od takrat dalje sem živ, je moj datum življenja zamaknjen v beleženju približno 9 mesecev nazaj, ne? Dejansko sem starejši od tega, kar govori moj rojstni datum, ne? In s tem prevzamem čas. Jaz pa govorim tudi o tem, da nisem municipalen, torej nisem na nečem fiktivnem, na teritoriju, ne? Ampak sem dejansko na zemlji. Zato jaz pač imam tu krajevno ime, priložnost uporabiti, ne? Zato je tu Drevova vas ali pa Drevova ves. In jaz sem tukaj, ne? Nisem na naslovu, zato ker na naslovu me lahko dosežejo, ampak mene na naslovu ni. In sem zaradi tega tudi nedosegljiv za sistem, ne? Torej, izhodišče je čisto drugačno, ne? Jaz izhajam pri svoji izjavi življenja, jaz lahko dam za prisego, ne? Ko živ človek. Oseba oziroma civilist pa pogojno, ne? Oziroma ima prisega civilista drugačno težo. Tako da, to sem hotel samo, hvala lepa. Ok. V redu, se pravi, če grem bolj naprej, kaj naredimo s tem zdaj dokumentom, da je tudi skozi poštni sistem overjen oziroma potrjen. Najprej ta dokument
pač damo v neko kuverto in napišemo na kuverto pač spet svoje ime in priimek oziroma na tak način, dvopičje, presledek ime, dvopičje, presledek priimek. To je pač v skladu s pravili tega jezika. S tem povemo, da smo mi dejstvo, ne pravna fikcija. In spodaj pač normalno svoj naslov, tako kot ponovadi. In potem to pošljemo priporočeno, se pravi vročiti osebno na svoj naslov, pač oddamo na pošti in potem pošta dodeli tej pošiljki posebno unikatno številko, to je recimo tale tu zgori, ki je pač unikatna za cel svet. Zato, ker pošta mora vsaki registrirani pošiljki dodeliti tako številko, zato da se loči od vseh ostalih pošiljk na celem svetu, zato da se ne izgubi, pa da se pravilno dostavi in beleži, kdaj pa komu je bila dostavljena. In potem poštar pač to prinese k nam domov in zahteva od nas podpis oziroma avtogram. In mi se zdaj na ta njegov dokument podpišemo oziroma z avtogramom, ne s podpisom, ker zdaj smo že, se smatramo kot živo bitje, ne kot oseba ali pa pravna fikcija in damo ta svoj avtogram, se pravi vedno svoj avtogram pišemo tako, dvopičje, presledek, ime, dvopičje, presledek, priimek, dvopičje ali pa pika na koncu, oziroma pika na koncu ponovadi. Ampak ti pa tu nimaš svojega naslova nikjer? Ne, tu naslov ni bistven, ker naslov je samo kraj vročitve, ni pa, mi kot živo bitje nimamo naslova, ker se premikamo vedno, ampak poštar mora vseeno vedeti, kje nas najde, da nam lahko vroči neko stvar. To na kuverto, govorim prej, ko sem rekel, da pošljemo, mi samo tale list zložimo, damo v kuverto in pol na kuverto napišemo svoje ime, priimek, naslov, pa jo pošljemo priporočeno z osebno vročitvijo. Sami sebi? Sami sebi, na svoj Ne naslov. sami sebi, ti osebi, oziroma, pardon, ne vem, kak je v tem primeru, se opravičujem, ampak v mojem primeru pa jaz kot človek pošiljam na naslov osebe, torej osebi jaz pošiljam, zato da pride v nabiralnik osebe, ne? Ja, pride, ampak sicer zdaj, ker mi že na kuverto napišemo, takole dvopičje, Blaž, tako, svoj ime, priimek, s tem zdaj vedno, kot ko napišemo svoje ime, s tem mislimo na nas kot na živo bitje, ne na osebo, ne na pravno fikcijo. To je v skladu s tem jezikom, to sistem ne pozna, nima definiran, kaj zdaj pomeni dvopičje, presledek, ime. To je definirano v skladu s tem. Če je zdaj to priporočeno, meni recimo na pošti ni htela dati, jaz imam kartico, živi človek, ne, ni htela mi dati pošte. Kaj? Pošte? Tisto kartico? Ali kak? Ja. Se pravi, hotela si prevzeti pošto z neko svojo kartico? Hotela sem prevzeti nekaj celo, kar moram plačati, pa mi ni htela dati. Ja, ker sistem ne pozna, tega tvojega dokumenta. Se pravi, če pa bi s tem dokumentom prišla, pa mi mora dati, ali kaj? Ja, ni nujno, ker ona ne pozna tega tam na okencu. To je, pač oni živijo v svojem sistemu, ki ima neka svoja pravila in mi pa zdaj naredimo svoj sistem, ki je definiran, ki je izven njihovega in ga oni ne morejo sploh, kako bi rekel, si prilastiti ali pa, ne vem, karkoli Treba je manipulirati. znati vstopiti v njihov port, ne? Treba je znati vstopiti v njihov port. Ja, saj mi lahko še vedno uporabljamo osebno izkaznico potem, ker ni tu bistvo tega v tem, da bi se odrekli vsemu, pa stopili iz sistema, pa živeli pol, mislim, ker ni to praktično, Mi lahko še vedno potem kot živi človek si mi lastimo osebno izkaznico, ki jo je izdala pač država, zato ker nas sistem tako hoče identificirati in jo pač uporabljamo.